Zdaj pa prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem ter s sprejeto dopolnitvijo. In glasujemo. Sankcije zdaj! Sankcije zdaj! Sankcije zdaj! Prosim, prosim, mir v dvorani, da se takoj odstranite iz... Prekinjam sejo za 5 minut, da se odstranijo iz balkona. Prekinjam sejo za 5 minut, nadaljujemo ob 12:15. Kje je varnost? Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Kolegica Godec, imate postopkovno? Izvolite. Ja, predsednica, pred nekaj časa se je podoben incident zgodil, sicer bolj potiho, in takrat ste dejali, da se to več ne bo ponovilo v Državnem zboru. V prejšnjem mesecu oziroma prejšnjih dneh se je dogajalo, da poslance niso spustili skozi varovana vrata, ker so pozabili kartico doma. Mislim, da so bili 3 primeri in varnostnik enostavno ni spustil poslanca v Državni zbor. Mene zanima, kdo je spustil protestnike v Državni zbor na balkon, kajti vsi poslanci, ki želimo imeti obiske v Državnem zboru, pa tudi ostali, morajo imena in priimke, podatke teh obiskovalcev najaviti, povedati, komu gredo, kje se bodo gibali, in v bistvu se samostojno po Državnem zboru ne morejo gibati. Torej jih je nekdo pripeljal na balkon. Torej mene zanima in vas lepo prosim, če lahko pridobite podatke, kdo od zaposlenih ali poslancev je protestnike povabil v Državni zbor, dovolil, da se to zgodi, in tudi kako boste izpolnili tisto, kar ste zadnjič želeli, da se takšne stvari ne bodo ponovile. Zadnjič ste rekli, da je za varnost poslancev poskrbljeno. Očitno ni. Očitno ni. Zadnjič je bil tih protest, danes je bil glasen protest, vprašanje, kaj bo naslednjič. Torej, še enkrat, predsednica Državnega zbora, sicer je bilo na kolegiju rečeno, da bomo opravili delovni posvet oziroma delovni sestanek tudi o delovanju varnosti v Državnem zboru. Zanima me, ali ima Državni zbor svojo varnost oziroma svojo službo varnostno, ali ima zunanjo, zunanjo ima. Policijo. Torej, še enkrat, prosim za odgovore na vprašanje, ki sem jih postavila. Torej, komu so bili najavljeni protestniki, kdo jih je pripeljal na balkon in zakaj jim je bilo to sploh omogočeno. Še enkrat, po drugi strani pa se onemogoča vhod poslancem Državnega zbora, ker pozabijo po 2 letih ali pa 5 letih enkrat kartico doma, čisto po domače povedano. Torej še enkrat, jaz lepo prosim, da se za varnost poslancev v Državnem zboru poskrbi tako, kot je potrebno. Ja, hvala lepa. Glede tega, glede varnosti se bomo pogovarjali na delovnem posvetu, ki je že najavljen oziroma ste bili nanj že vabljeni oziroma že v koledarju. Današnji protestniki so bili najavljeni ne kot protestniki, ampak da spremljajo sejo. Mi imamo naše seje odprte, lahko jih spremlja kdorkoli na balkonu, pri tem mora upoštevati hišni red. Jaz se spomnim, da nazadnje, ko se je to zgodilo, sem bila zelo benevolentna in sem pustila ploskanje kar nekajkrat, potem sem celo želela upoštevati predlog kolegice Bah Žibert, da pač naj jih še enkrat pustim noter, so se potem sami odstranili. Kot se mi zdi, sem danes takoj odreagirala, da naj gredo takoj ven. Tako da tukaj ne bi več izgubljala besed. Vse druge stvari bomo mi predebatirali med sabo, tudi z ustreznimi službami, in mislim, da zdajle ni čas, da se s tem ukvarjamo, ampak gremo naprej, ker imamo pomembna poslanska vprašanja, na katera bomo odgovarjali.